Pozdravljeni oddaji Izberem prijazno z Majo Peron. Danes je z mano ženska, ki že od začetka svoje poti ne dela kompromisov, ne v glasbi in ne v besedilih. Njene pesmi niso samo melodije, ampak zelo jasno sporočila o odnosih, resnici in notranji drži. Je avtorica, pianistka, pevka, predvsem pa človek, ki skozi svoje delo vztrajno odpira vprašanja, kako ostati zvest sebi, tudi takrat, ko bi bilo lažje popustiti. Verjetno prav zato njena glasba ostaja. Junija jo čaka samostojen koncert v Križankah, prostor, ki zahteva iskrenost, prisotnost in pogum. Danes ne govoriva samo o glasbi, govoriva o tem, kako ostati zvest sebi. Nejša, prav lepo pozdravljena, res sem vesela, evo, da smo se srečali tudi v studiu. Dobro si začela, da ne sklepam kompromisov. Se mi zdi, da je to najbolj prijazna stvar, ki človek lahko naredi do svoje avtentičnosti, do svoje ideje, da jo pusti tako, kot je, kadar misli, da je nič ne manjka. Odlično. In zdaj pa moje prvo vprašanje bi bilo, ali pa podvprašanje, svoje besedila, ki jih pišeš, odkot ti črpaš te ideje? Pišeš to zato, ker se ti zdi, da moraš kakšno stvar poimenovati, ali zato, da sprostiš svoje občutke? V bistvu, kako pišeš ta svoja besedila? Ker so nekatera res tako brutalno iskrena, če si vzameš čas in jih poslušaš, ne? Tako je. Včasih pride lepo besedilo posledično na lepo melodijo. Včasih si mrmram neke under-the-lady zadeve in jih potem kasneje osmislim, ker mi nekako intuitivno padajo zlogi oziroma samoglasniki na določene intervale, na določene ritme in se potem nekako eskalira v to nek tekst kasneje. Včasih je pa kos dobre poezije na papirju tudi od koga drugega zelo dobrodošel na mojem klavirju in ga z veseljem oglasbim, to v bistvu vam še najrajš. Včasih se pa zgodi, da ga kar malo potegnem od nekje dol, pa si rečem, ko pa je to, za koga se pa to gre? Očitno imam neko nalogo, da tukaj to prizemlim in osmislim. Tako da ni enega konkretnega recepta, kakor je ta, da bi lahko v hitrem preseku pregledala moja besedila 20 let pa rekla, da so pa še vseeno večinoma avtobiografska. Tako da se mi mora nekaj zgoditi, da pol imam o tem zagovor, tako da je fajn, da se ti v življenju čim več dogaja. Maja, najlažje pa jamrati. Tako da jaz dam ljudem zamisliti, jih doskrat opogumim, pa tudi v kakšni kruti življenjski resnici, mogoče tudi na malo bolj šaljiv ali pa sproščen način spregovorim, ker se mi zdi, da muzika te mora delati živega. Ne samo, da te dela lahkotnega, pa te razveseljuje, pa razbremenjuje, ampak te mora delati živega. Jaz mislim, če jo hočemo dati v segment umetnosti, mora imeti to težino, da ima neko sporočilnost. No, jaz moram reči, da tvoje besedila, ki jih poslušam, ali pa, ko gledam tebe, recimo to, kar je meni pri tebi všeč, je to, da ti vedno tudi sodeluješ v nekih projektih, se pravi s temi svojo glasbo, svojo muziko, res pač nekaj doprinašaš ljudem in družbi in vsemu skupaj. To je meni tako res pač fora, no. Res nisi ena pevka, ki se postavi na oder in pač poje. Hvala. Veš kaj, jaz sem nekako v sekundarnem pomenu pevka. Saj sem vokalist, pa sem tudi coach, pa svojo šolo imam, pa s produkcijo se ukvarjam, z avtorsko glasbo za ostale. Ni da ni. Samo v osnovi so pa gonilna sila te moje drže, poze, so moji komadi, ki so tako nekako sebično ostali v predalu in mi rekli, nas pa ne boš dala nobenemu drugemu, to pa ti pela. Tako da nisem se niti želela neke poze solistke, ki sem odraščala. Jaz sem vedno hotela samo bend, klaviature, kapo s šiltom, pa pico, per, pa kombi, pa gas. Sem tako, da pridem z glasbo v eni dobri ekipi čim dlje. In jaz sem team player. Tole, ki sem sama solo, to je dostikrat res tako, že spet sem jaz pa klavir. Jaz uživam v veliki zasedbi, jaz uživam, da bobni pokajo, jaz uživam v veličastnosti, v povzdignjenosti, ki ti jih lahko muzika da in ta sinergija nas na odru. To je še vseeno umetnost v času. Tisto, kar se zgodi na tisti edinstveni večer, ko pride človek na koncert, je nekaj, kar bo nesel domov in kar bom jaz nesla domov. In mi moramo en druge shiftati. In koncert je sestavljen iz ljudi na odru in iz ljudi pod odrom. Mi smo tukaj en za drugega in skupaj se ustvarjamo to. Tako da ni to samo neki, ja, jaz bi rada pa malo pela, pa pesnice pisala. Jaz mislim, da
hujšega smisla v življenju niti ni, ne, ali bi ga pa meni uspel najti. Najdla sem neko svojo misijo, nek svoj razlog za obstoj, da svoj talent delim s svetom, da doprinašam svetu, predvsem pa svoji okolici, nekaj dobrega, kvalitetnega, pa da poskrbim, da je moja duša vesela. To je pa se mi zdi naloga slehernika. Da narediš nekaj takega, da rad počneš, pa če od tega še preživiš, Maja, to je 3/4 sreče. Kaki partneri, kaj, ne vem, kaj. Ej, če lahko suvereno prevzameš razlog za svojo srečo v svoje roke in se osrečiš skozi to, da oplemenitiš tisto, kar imaš esencialnega zadati svetu, ni lepšega občutka, ker pol se mi zdi, da lahko živiš neko izpopolnjeno življenje. Meni se zdi, da je najhujše biti star pa imeti srce polno obžalovanja. Kaj vse bi, če bi lahko. Tu je pa rekel, da ne moreš. Ne vem, eni ljudje se obnašajo, kada imajo mlinske kamne na nogah, na rokah, okoli vrtu, povsod, ne znajo pa niti porezati, ne znajo se soočiti s tem, da možgani ne marajo sprememb, tudi če ne boljš, ne znajo ostati pa iti, ne znajo riskirati. Ja, nočem se tem zameriti, pa nočem, da bom, pa mama ne bojo, pa. Včasih so jamranja del osebnosti in eni so del vzeli za svoje. Zdaj sem začela kar nekaj lapati, pa obtoževati, ampak ti hočem reči, da je taka pot pogumna, sebe dati na prvo mesto, pa usrečevati svojo dušo in v tem svetu, ki poveličuje žrtvenost, žrtvovalnost in to, da smo kot eni sužnji drugega, sploh pa odnosa v družini in tako naprej, je lahko izpade zelo sebičen, ampak jaz povem, da to je edini način, da lahko ti sebe uresničiš. Ampak v tem najbolj, rekla, v vesoljnem smislu. Tako. Mislim, veš kaj, glede na to, da smo se mi kar dosti pogovarjali o teh stvarih, to je ena stvar, ki jaz pri tebi zelo cenim, da imaš razpucane stvari in da res zavestno greš skozi življenje in razmišljaš o stvareh in občutkih in vsem tem, kar se ti dogaja. Ampak, ko sem jaz začela govoriti o tej prijaznosti in ko sem se spravila pisati knjigo, moja ideja je bila, da bom pisala o tem, kako moramo biti prijazni drug do drugega in tako. In na koncu itak prideš do tega, da je v prvi vrsti treba biti prijazen do samega sebe in potem ugotoviš, kolikrat to nisi in kolikrat točno to, kar si zdaj pač ti rekla, ugajaš nekomu, ne upaš si narediti koraka za to, za tisto. Skratka, ta prijaznost ima cel kup nekih problek, ne. Dobro, eno drugo vprašanje. Zadnjič si objavila na Instagramu, mislim, en komad, pridejo časi, ki je meni pač tako, wow, ne, zraven si seveda napisala, a se ga kdo spomni. Tako zdaj se mi je itak, da ga pišeš meni. Ampak, ne veš, kaj me zanima, v bistvu tvoji feelingi, ko slišiš kakšen svoj star komad in ko poslušaš besedilo, v bistvu, kakšni so tvoji občutki? Ali se je kaj spremenilo ali so ena besedila res tako brezčasna, veš, ono? Moja asociacija pri določenem omenjenem komadu je v bistvu, da sem šla direkt brez spanja snemati video spot na klif, na tisti beli križ nad Strunjanom gor, da sem imela en ultramozoltle, da je ful veter pihal, ampak je bilo zelo dobro za kamero in da sem si želela tisti klavir vrš dol po pečinah in v slow motionu snemati iz čolna, iz morja, kako se to veličastno razbija. Ugotovila sem, da imam neke fetiše glede klavirjev, dobro, odtrajanih, da ne pomote, niso za filharmonijo, odtrajani so, to ni tako kot violina, star klavir je tako viden, kot Mara stara. Jaz ne maram starega pohištva, meni to grdo. No, stari klaviri so pa lepi za te take scene, no, zdaj nazadnje sem ga zakurila. V glavnem, v pridijo časi se spomnim te epske energije, kako ne rečem, kar malo svetopisemske, kaj je bilo takrat gor, pri tistem križu, s tistim soncem, s tistim vetrem, s tistim klifom, s tem visenjem na robu in pa v bistvu s to ležerno sproščenostjo, da se v bistvu enkrat živi, govorijo v tej obliki, pa tudi samo enkrat zaspi, nehite komplicirati. Res, dajte veselje svoje duše na prvo mesto. Top. Evo, s tem ne zaključujeva prvi del in sva nazaj čez 1 minutko. Pa sva nazaj. Veš, kdaj si ti v lifeu ugotovila, da se prilagajaš ljudem, tudi takrat, ko bi bilo mogoče dobro, da ostaneš zvesta sama sebi? Ja, to lahko seže v otroštvo, saj veš.
ti imaš fiksno idejo, da je fajn priti ob 2 zjutraj domov, ne? Iz enega žura, a ti pa reče, da se vrata zaklenejo polnoči. Torej, zbiraš med tem, moš spala pred vrati na zunanji strani ali na notranji strani, a ne? In se moš prilagoditi, če je on tvoj skrbnik, če je on konec koncev plačuje za tvoj life, vse, kar poješ, kjer spiš, tako naprej. No, jaz sem se zelo hitro osamosvojila tudi zaradi vseh teh pritiskov, ki so v bistvu tudi neka vizija tega, kaj bi jaz mogla delati na kak način. A ne, mene oče ful videl v klasicističnih vodah. Jaz sem to sicer vse takole naredila s 5. prstom, s malim, pogoltali na tehnično znanje in so to v glasbo in vse, kar je lahko dala srednja šola pa faks. Sem si pa vedno želela na to svojo avtorsko pot, kjer lahko neham igrati to glasbo od drugih, ker imam veliko svoje, pika. Tako, res. Tako me je žulilo to, da če ne bi jaz to temu dala prednost, pa ne bi toliko veliko riskirala, bi imela to, ko sem v prvem delu rekla, tisto srce polno obžalovanja. Sploh pa, ker imamo mi fiksno idejo, zdaj je pa res že prepozen, da bi se to šla v življenju. Ja, mogoče je prepozen za balet trenirati, za kaj drugega pa ni. Dejno. Mi se tako znova rojevamo skozi življenje, skozi te faze, skozi obdobja, da smo kar neki obremenjeni s tem, dobro, malo ti bolj kolena škripajo, kaj pa pol, sej, če ne prodajaš glih svojih kolen, se sfokusiri na tisti, kjer je tvoj talent, pa če je nekaj dobrega, to je zapis v večnosti. Se pravi, če si edinstven, si avtentičen, to je najvišja frekvenca možna, česarkoli, in to pomaš tudi elementaren smisel za obstoj. Če si ena bedna kopija, če se nekaj greš, če rabiš 100 drugih muzg secira, da nekaj svojega napišeš, pa mogoče nisi lih za to, no, mogoče boš, da si menedžer ali pa kaj takega. Torej, tisto obžalovanje, kdaj se prilagajaš drugim, je ponavadi tistega preživetvenega razloga, eksistencialnega. Torej, moram dati ob 10 mer, ker sem podnajemnik in taka so pravila. In ponavadi je prilagajanje zaradi tega, ker so taka pravila. Zato tudi mi dve ustavimo na rdeči, pa vozimo na zeleni. Zdaj, s katerimi pravili se strinjaš, s katerimi ne, je pa zdaj tisto, koliko imaš izčiščen notranji glas v kombinaciji s tvojim znanjem, razgledanostjo, z nekimi moralnimi načeli in s tem preprosto, kakšen je tvoj kompas, kaj je prav, kaj ni prav. A ne? Jaz predvsem delam po načinu, da z drugimi delam tako, kot bi se želeli, da oni z mano. Probam čim manj upravljati, to je res najnižja frekvenca. In probam se brigati zase. Res. In z isto mislečimi. In sem tudi ugotovila, da pri muziki kompromisi oziroma kdaj spuščaš druge zraven, je takrat tudi, ko hočeš, da ima stvar dimenzijo. Veš, mogoče ni dober, da pa tudi pameten na vseh področjih. To je zelo enodimenzionalno. Dej mej nekoga, ki še kaj fušne, pa še kaj mim reče zraven. Dej mej to človeško napako zraven. Dej probimo, če nekdo reče, jaz pa mislim, da bi bilo tako vredno. Sej zaradi tega smo ljudje, da skupaj dodamo naboj eni ideji. Ne, da tvojo knjigo piše še 10 zraven, ampak jaz bi pa še vse ne rekla enemu tretju, daj mi pa ti ilustrirali, ti mi dizajneri, kaj pa ti misliš, a bi naredili tudi audio obliko, kaj pa če bi mi to naredili v dokumentarc, kaj bi bilo tle zraven. A veš, da pri tej ekspanziji tvoje ideje, da upeliš ostale ljudi, ne da se sam sprašuješ, kako ti misliš, da bi bilo lahko najboljše. Tukaj se pa mislim, da je ta prilagajanje pač relativen pojem. Drugače pa res, ko življenje je tako, da prilagodiš se takrat na tistem področju, kjer si kratek. Če je finančno to, če se gre za tvoj dom, če se gre za neko obnašanje, a veš tudi, ali pa mama, spet imaš to prekratko kiklo, ja ne vem, mami, če bi ti tudi take noge imela, bi jo tudi ti, a ne? A veš, vseh je imela, se moja mati bila res huda, ker je bila mlada. Zdaj pa pač po 6 otrokih malo drugače, pa zelo dobro kuha, pa zelo dobro peče. Se jaz sem to po njej malo pojerbala, da gre ljubezen skozi želodec. Definitivno je moj jezik ljubezni ta, pa to je pa to, no. Ampak, veš, veliko najdeš staršev vse, sploh na to foro. Če bi pogledala v odnosu, kako funkcioniram, kaj sem navajena pogoltniti? Ja, še 3-krat več, kot sem gledala mojo mamo, da je pogoltnila. Se moj oče je res nosil hlače, a ne?
pa 3 službe je delal, moja mama je bila res mama, mi smo imeli veliko od mame, ko smo odraščali in smo tudi občutili to njeno ljubezen skozi nego, skozi kuhanje, skozi skrb za šolo, skozi vse te prevoze za v glasbeno šolo, skozi vse te inštrumente, ko so nam jih dali. A veš, če ne bi bila ona dva toliko soodvisna od sebe, da ta celica funkcionira, bi že zdavni pri vsakem fajtu tole leteli po zraku. Ne samo una tiha Maša pa fotrov barok pol en teden. Ampak, a veš, ko sem malo gledala skozi življenje, kako da sem lahko kakšne take brutalnosti tolerirala, je bilo zaradi tega, ker sem bila navajena poslušati to, da se je drl, pa da se je pol pod preprogo pometal, pa smo šli spet naprej. In sem rekla, dost! Lej, čeprav sem rabila 20 let, da sem to skontala, sem pa zdaj res brezkompromisna. Če jaz o partnerju ne morem rasteti, če ga ne morem spoštovati, če mu ne morem zaupati, če nismo na isti frekvenci, če se ne moramo niti isto šaliti, pa žaliti to, kar jaz zelo po angleško znam početi, ne, kadar sem sproščena, pa kadar imam nekoga res rada, uporabljam tudi najbolj nesramen jezik, briga me, zame to zabava. Če nismo na isti frekvenci, pa če ne laufava v štric, ma prej ali slej, če ne drugega me bo zdolgočasilo. Lej, da si ti do tega prišla, se je mogel nekaj v bistvu zgoditi, da si dojela in si rekla, obed, prav to delam. Da si v bistvu to tako spregledala, ugotovila in sploh videla, kje si, kaj počneš. Kaj je to bilo? Veš, kaj bi rada dala? Ljudem v bistvu, da znajo oni pogledati svoje življenje, pa si reči, aha, okej, tole pa mogoče ni tok. Pa zdaj tudi izhaja mali sebe, ker vem pač, kako so se meni stvari dogajale, pa vem, kaj so bili meni tisti mejniki, pa običajno to niti niso tiste stvari, za kere bi pričakoval, da so. Ja, samo veš, mi doskrat, ali se zaljubimo v potencial, zaljubimo se v tisto neko sliko, ki smo jo sposobni nekako zvizualizirati v smislu tega, kaj bomo v mišlju se rečemo, partnerje dodelali, spremenili, ga bom že jaz navadila, da bo tako pa tako. V bistvu je pa tisto, kar dobiš. In svojo sebe pol kot eno glino nagnetati, da pašeš zraven, to delaš pa tudi nezavedno. To ti pa čas prinese in ta navada, ki jih prevzemaš en od drugega. Zato pa ti pravim, ko hočeš v vezi se imeti lepš pa boljš, kakor se imaš sama, če hočeš vzajemno rasteti, če hočeš imeti support, moraš ga najprej gor gledati, ga moraš spoštovati in si moraš deliti iste hobije, iste želje, moraš imeti iste kraje, hočeš videti in na isti način se hočeš poveseliti, kakor se potolažiti. Ker če te načini niso isti, pol začneš iz prijaznosti se prilagajati, pa prevzemati določena obnašanja. Predstavljaj si, da so jaz pa ti par, pa sem jaz, na primer, v krščanski veri, ti pa musliman. Pošti me ne rekla. Zdaj pa prestopila baba, če se hotela z mano poročiti. A veš, to so zdaj nanašene vse te tvoje vprašanja. Prej, predstavljaj si, kaj so ljudje pripravljeni narediti za nekaj, čemu rečejo ljubezen ali highlight življenja, kariere in tako naprej. Tudi progutati vse, kar jim pomeni, do te mere, da bojo nekoga drugega usrečen. Kaj pa sebe, pa vse to svojo familijo, pa vse te drugače misleče, ki imajo ful proti temu, da se to sploh zgodi, na primer ta veza. Jaz sem ti kar en filmski primer se zmislila, zato ker se mi zdi, da je mogoče praktičen. Ja, se veš, kaj tukaj je spet vprašanje, zakaj ti to hočeš narediti, pa je to res prijaznost, ali je to ugajanje, pa zakaj imaš to potrebo po ugajanju, pa kaj tebi fali, da hočeš ugajati, a veš, to so... Ja, predvsem zaradi, bo rekla, tega, kdo zdaj nos hlače pri tej družini. Zato, ker ga vzameš kot eno avtoriteto in mislim, da ženska, ki se je sposobna toliko podrediti, se je sposobna tudi prilagoditi in je sposobna tudi pohoditi določena načela, lahko so to čist kulturna, verska, moralna, kakorkoli že. Ampak zdaj spet nekako klišejsko upodabljam moškega pa žensko, pa to sploh ne bi rabila. Lahko je čist kontra obrnen. Ampak kje delati kompromise, kje druge poslušati, kje se opogniti na račun česa, so mogoče te ideje, ko letijo na krilih ljubezni ali pa zaljubljenosti, se še dobro slišijo, pa treščeš ob realna tla, pa tudi malo težko vrniti. A veš, in
Prej sem govorila, da vsi predstavljamo, da imamo vsi mlinske kamne na končinah po okoli vratu, da ne moramo narediti tistega koraka, mogoče nazaj k sebi, če ne že naprej k sebi, ker smo tako ukleščeni v te sisteme, ki nam predstavljajo esenco življenja, ali je to dom, a so družine, ali je to res beton, cegel, kvadraten meter. Joj, ljudje nič na te gor ne jesel. Nič sploh ni naše, prej ali slej, če mene vprašaš, nam bojo to vse vzeli in vsi bomo bogate najemnine plačevali za kubični meter kisika, kva šele zemlje. No, ampak res, terja to pogum, terja to soočenje in terja to predvsem, da si sam vse račune položiš pa rečeš, ok, da bo ta veza funkcionirala, grem do tle, on pa ne pride do tle. Vse smo trije, jaz, on pa odnos. Trije smo. Zdaj sem s tisto butasto versko priliko prišla ven, ampak predstavljaj si, no, daj, kaj bi ti naredila? Ajde, Maja, koliko bi bila ti prijazna? Jaz sem pa skozi vse postala zelo prijazna sama do sebe, zato sem tudi naredila kar velike korake, v katerih ne bi zdajle. No, verjamem. Mislim, se ti jih poznaš. A veš, ja, a bi dela pa že v začetku adapta, kljub močnim emocijam? Za tako stvar, ja. Ne, pri meni so pa tako vrednote, tisto so pa pač res mi vrednote, čez tis pa ne grem. Pa v bistvu tista neka pravičnost, pa tako, ko se začne dogajati neka krivica na svoj račun, že včasih, ampak do določene meje. Pa ne delam pa v bistvu običajno, nikoli, no, bom rekla, ne naredim reza kar tako bam čez noč, ampak ko se pa odločam, pa delam korake proti temu rezu, ampak jih delam prijazno, ampak naredim res, vedno. In ni povratka. A ni to kruto, rečemo, da se človek res z vsakim procentom svoje duše in telesa zatreska lahko nekoga, ki mu je diametralno nasprotje, kot da bi se angelček hudička ali pa kontra, svetloba v temo, v neki, ne vem, zame tudi ekskluziva predstavlja monogamijo, predstavlja res eno tudi duhovno vezo, spiritualno vezo. Meni je duhovnost pa spiritualnost čist drug pojem, kot vera. Prej, ko sem jo omenila, so to koncepti, ki so tudi politični, ne samo, niso to samo neki, kako ne rečem, neka osmišljenja našega bivanja in stremenja k določenim pravilom, ki ti govorijo, kaj je prav pa narobe. In jaz, že ko vidim, da je nekdo tako indoktriniran v samem sistemu, meni je že to turn off. Meni je že to turn off, ker to nima veze z duhovnostjo in spiritualnosti, ki se začne najprej pri sebi, pri svojem notranjem glasu in predvsem tem, koliko dimenzionalno ti lahko doživljaš ta svet in še vse okoli njega. Dajva midve tale del zaključiti s to prijaznostjo do sebe, ker mislim, da smo zdaj v celem tem delu govorili točno to, da treba biti najprej prijazen do sebe, pa spoštovati sebe in svoje vrednote, pa se vrneva čez nekaj minut. Pa sva nazaj. Evo, v prejšnjem delu sva obdelali prijaznost do sebe, zdaj pa greva midve na Križanke, na tvoj koncert. V bistvu, kako danes stojiš oziroma kako boš junija stala na odru, s kakšnimi občutki po vsem tem času, ker ta koncert ni kar tako slučajno, ima svoj namen oziroma svoje ozadje, ne? Ja, z enim arhaičnim izrazom lahko začnemo, ko se mu reče jubilej. Jubilej na 20. Ja, od mojega štarta solistične kariere, ki je bila posledica tega, da z nobenim bendom ni nič kaj hudega rata. Zdaj mora biti prijazne do vsega, ampak vse se zgodi z namenoma, ne? Ja, veš, pol se lepo navezuje na ena debata, na to, da ene stvari morajo razpadeti, da nove vzklijajo in časi se mora 10 vrat zapreti, ker so 11 tiste ta prave zate. In jaz še na tem terenu očitno še nisem oddelala svojega, ni mi še odklenkalo, tako da upam, da bom po vseh teh pripravah, vajah na odru 26. junija letos stala čim manj zmatrana, pa da sem zbudila čez 3 dni pol od hudega afterja, ker to si pa zaslužim jaz in vsa moja ekipa, predvsem pa tista, ki me že vseh teh 20 let gleda. Bom pa rekla, da je to predvsem produkcijsko-založniški tim. Ostali malo pridejo pa grejo. Zdaj sicer s tem bendom smo zadnjo leto že res
skupaj v ta isti zasedbi in sem ful vesela, da ne variiramo. Res ne, ker smo se dobro igrali, dobro se razumemo. Jaz to jemljem kaj eno poširjeno družino in če hočete slišati, kako to vse skupaj kompaktno zveni z poširjenim sestavom, ki se jim pa reče Simfonike RTV Slovenija, pa pridite v Križanke. Super. In kaj bo, v bistvu tako, veš kaj, rada bi tebe slišala tako, kaj se je v teh tvojih 20 letih spremenili? V smislu bolj tem, ko si ti recimo na začetku hodila na oder, kakšni so bili tvoji feelingi in kakšen imaš že zdaj feeling, ko pripravljaš to? Ipak je to, ok, ti rečeš, ja, tam neki jubilej, ampak 20 let obstoja, da nekaj delaš in te ljudje res spoštujejo in tvoja muzika ostaja in je prepoznavna in tvoj tim, recimo meni je to zelo pomemben, kar si zdaj rekla, da imaš ti cel tim praktično že čez celotno obdobje. A veš, to pove veliko več o tebi, kot osebnosti, kot zgolj v muziki. In bi mogoče ta vidik rada slišala od tebe. Ker muziko tebe mi poznamo, ne? A veš, pa v muziki ti veliko govoriš, ampak jaz bi pa tako od tebe. V muziki meni še najbolj vidim govoriti. Zato, ker glasbo se posluša, vino se pije, hrano se je, knjige se bere. Kaj niti govorim o komadu? Daj si ga gor, a veš. Sej tisti tekst več pove, moje primarno izražanje je glasba. Tista esenca, s katero zapojem besede na določenih tonih z določenim namenom, tisto je nabito z sporočilom. Zdaj jaz kako na to gledam, pa kako sam ti povem, da je čist brez veze, ker ni hude filozofije med tem, ko to ustvarjam. Jaz sem v afektu, jaz sem v enem kanalu, jaz sem noter in se igram z vsemi temi lego kockami, ki jih premore moja domišljija pa moje znanje. In delam z roko v roki, s talentom, z domišljijo, znanjem, pa s tem, kar potegnem iz okolice, iz sebe, vase, mislim, izven vase in pol to nekako veličastno izpljunem tudi navzven. Tako da je skozi se je ena taka spužva, ki absorbira. Je pa res, da ta zvestoba, ki si omenila, to je tudi moja šibka stvar. Jaz vztrajam do zadnjega, pa tudi če že polena po meni padajo ali pa pesti, ampak je res grozen, da sem se naučila, da me bojo ljudje točno tako spoštovali, kakor jim bom mejo postavila. Oziroma to, kakor jaz sebe spoštujem, tako, kakor se komuniciram. Res nikakor ne delam nobenih ali komadov, ali stylingov, ali spotov, ali fotk iz tega, da bom ugajala. Briga me, jaz to delam zase. Rada imam lepe stvari, rada imam fashion industrijo, rada imam, da se vse bliska, rada imam ekscese in rada se dobro počutim in samozavestno. In to bom z veseljem skomunicirala. Pa še, če kakšni babenci jajca zrastajo, zaradi tega si bom pa dala sama sebi aplavz. A veš, kar se mi zdi, da se moramo podpirati. In to je to. Če sem čemu ostala zvesta skozi leta, je to ta v bistvu malo punkerski attitude. Veš kaj, se prodala svojo red za dober denar, sem še noben ni ponudil. Tako da dvomim, da se v to zgodilo, glede na to, kako govorim, kako se obnašam, kaj delam in se ne rabim s tem obremenjevati. Te mi povej, kaj hočeš, kaj si želiš, da bojo ljudje odnesli tega 26. junija iz Križank? En širok nasmeh od ušes do ušes, pa srca polne ljubezni, pa nečesa res iskrenega, ker tukaj smo res zato, da se zavedate, da kakorkoli gre svet v maloro, na koncu moramo za roke prijeti, pa kaj lepega zapeti. To je močnejše od kjerkoli molitve. Mislim, to si zdaj pa tako zaključila, ne, da zdaj pa samo še povej. Zdaj pa prosim samo še nekaj o prijaznosti ljudem, kako naj jo uporabljajo v svojemu lifeu, na svojih poteh in sva zaključila. Prijazen, joj, jaz drugače zjutraj res nisem prijazna. Jaz, ko odprem Facebook, pa Maja Peron napiše, dobro jutro, prijazni ljudje, bi šutili na ono šalico ob tla, ne? Jaz se trudim, mogoče, veš, kaj se trudim? Z moškim egotripom malo bolj prijazneje komunicirati. Sem gotovila, da ste še bolj občutljivi, kaj me napolno luno z menstruacijo. Res, to se trudim biti malo bolj nežna, prijazna in v celofan zavita z roza mašno, ko se pogovarjaš naprimer z moškim, kadar ga mogoče drezneš v tisto njegovo šipko noter, ker oni skozi drezajo, oni skozi provocirajo. Za nazaj, za kontra so pa bolj občutljivi. Tako da jaz bi rekla, dragi partnerji in partnerice, bodite bolj nežni v smislu, kako komunicirate, ker ne berete si misli en drugmu. Ne berete. Dajte jasna navodila, da bojo oni na drugi strani točno razumeli, kaj hočete.
Veš, kako je, vsakeč, ko žensko vprašaš, a skaj lačna bo, a boš tortica, to pomeni, da bi 3, a veš, nič ni tako, kar se sliši. Dajmo probati pri tem, v tej komunikaciji biti malo manj hormonski, pa bolj zbalansirani, pa priznajmo si, da je res lepo, kadar stvari v tej preprostosti štimajo in da je ta preprostost najbolj zakomplicirana. Začne se pa pri tem, kar izleti iz naših gobčkov. A ni to glupo? Namesto, da bi en dotik, en objem, vse pocela. Imamo mi litanije, fajte, še psihoterapevta vmes, pa ne vem, kva, pa 1000 nasvetov. Ti pa povem, da je za tesnobo najboljše zdravilo en tesen objem. In za takrat, ko ti manjka tiste topline, ena lepa prijazna beseda ali pa mogoče kakšen stavek iz tvoje knjige, naredite svoje. Moramo se znati tudi na instant, na gumb rešitev priklicati ali pa te lepe občutke vzbuditi, kadar jih ne moramo dobiti od ljudi okoli sebe. Ne? To je umetnost. Da se zavedamo, da so načini in da so orodja. Neža, najlepša hvala, ker si bila moja gostja. Ma, Res mi je bilo veselje. Hvala za povabilo. Vam, dragi gledalci, pa želim, da sami razmislite, kaj je za vas prijaznost in kdaj in v kakšni obliki je za vas uporabna. Drage gledalke, dragi gledalci, moje ime je Nejša in sem gostja v oddaji Izberem prijaznost z Majo Peron. Lepo vas vabim k ogledu.